Dragi sodniki, danes sem prvič v tem studiu in je res vroče. Glede na to, da jaz zelo švica, me zanima, katero od vas treh najbolj švica tukaj. Jezeršek, Ja. najbolj. Luka Jezeršek. Končano. Končano, to je kot tuš. Dragi sodniki, kateri bi pa vaš najtežji trenutek v kuharski karieri? Ja, tisti najstarejši. Dej, To je res. Kuharskih trenutkov težkih je bilo veliko, ni samo eden. 16 ur na dan, 6 dni v tednu. Meni je pa najhujši kreativni padec, moraš pa nekaj dostaviti. Ljubljanski grad, večerja, 160 ljudi, jelenov file za glavno jed. Peč nekaj ni delala, ful so dolgo čakali. Ugriznil sem se skoraj v zemljo. Ja, zanima me, kdaj ste začeli eksperimentirati v kuhinji? Ste že znali veliko ali ste to takoj, ko ste prvič se spoznali s kuhinjo? Jaz mislim, da eksperimentirati začnemo čisto takoj, tudi takrat, ko še nič ne znamo. Seveda. Ker s tem se učiš. Ali vas je kdaj strah pred neuspehom ustavil pred tem, da bi nekako izpolnili svoje sanje ali pa se udeležili nekega projekta? Da. Dobro vprašanje, zelo dobro vprašanje. Jestja. Mene pa ne. Mene pa ta strah, ja, valjda pride strah pred tem, ampak takrat v bistvu me to še bolj počge. Mislim, strah, ki je kaj novega in tako naprej je vedno, ker je to ta pozitivna trema. A ne? Da bi me zdaj čisto ustavili, če bi me potem mogoče danes ne bi delal to, kar delam. No, tako da po moje, da ne. No. Kateri je vaš go-to comfort food za deževne dni, za bolane dni, nekaj, ki se počutite na tleh, pa vas takoj dvigne vsakič? Tega je kar nekaj. Ful lepo vprašanje. Zelo Ful dobro. dobro, ja. Testenine, njoki. Meni pa po mojem kakšen segedin, sarme ali pa kisla juha. Take stvari mi... Jaz bi tudi rekel, ja, jed na žlico, nekaj v tem smislu. Ok, zdaj pa eno ful težko vprašanje. Ali se okus toasta spremeni, če ga namesto po diagonali prerežemo po sredini? Seveda, zaradi hipotenuze, a ne? In imaš pravi kot. Naravnost, imaš dva diagonali, imaš pa samo en pravi kot, tisti, ki spremeni. Zakaj ga jaz raje tako prerežem, ne? Da ga lažje ješ. Zato, ker je potem ta trikotnik in Sam ne spremeni okusa. Mene zanima, če je res komplicirano toliko boljše od preprostega. Ne. V velikih primerih ni, je še slabše. Dobite nepovabljenega gosta. Kaj bi mu skuhali, da se nikoli več ne vrne? Da se ne bi vrnil. Kiro vprašanje. V bistvu mi nismo ljudje, ki bi delali nekaj za to, da ne bi nekdo prišel. Mi smo ljudje, ki delamo za to, da se ljudje dobro počutijo in da se vrnejo. Ne? Tako da tle, ne vem, raje mu rečem, danes je zaprto, kakor pa da bi mu nekaj slabega naredil. Zanima me, kako je možno, da v prejšnjih sezonah tekmovalci, ko so delali pohana bedra, ni bilo tega perfektno pečenega. Res mi ni jasno. To je pa bolj vprašanje za tekmovalce, kot Ja, za nas tri. ker tudi nam ni bilo jasno. Ja, to je Mislim, da to ni od nas odvisno. Ja. Ne. Je premalo časa bilo v olju. Ja, pač slaba organizacija in na koncu je zmanjkalo časa za peko. Kaj je bilo v vaši karieri največji kiks? Saj sprejmeš velikrat neke slabe odločitve, ampak na teh odločitvah pač greš naprej. Saj ne moreš. Saj ne veš takrat v tistem dani situaciji, ne veš, ali je to slaba odločitev ali ne. Največji kiks, če rečemo kiks, je to, da sem mogoče do nekih trenutkih nisem zaupal sam vase, ampak sem mogoče bolj verjel okolici. Ker sem pa ta mindset spremenil, so se pa tudi stvari pol spremenile. Ne? Tako da jaz mislim, da tle posluši sebe, ne drugih. Dragi žiri, mene zanima, kaj bomo mi kuhali danes. Kaj bomo danes kuhali? Jezeršek ve, kaj bo kuhal. Ja, kaj? Zdaj se bom odpravil lepo v Koper. Bom šel na eno dobro pašto, bom šel pa v Čakalo in bom ribe, tartar, bakala, srdi, malvazija. Jaz pa upam, da bo ta ekipa danes tudi poskrbila za našo hrano. Tako da ne vem še. V bistvu jaz kuhal gotovo danes nam nič, ker bom zelo pozno prišel domov, bo pa žena, ker pri nas doma žena kuha in gotovo bo kaj dobrega, ne vem pa kaj točen. Dragi sodniki, kuhanje je naš hobi. Kaj je pa vaš? Jadranje, turno smučanje, kolo. Moj hobi je zdaj kar že nekaj časa, da grem 3-4 na teden, če mi uspe, grem 5 km v džogingu prelaufati, pa tam imam mi v Kranju gor Šmarjetna gora, pa kaj gor Pičina. Jaz pa trenutno svoje nove hobije še iščem. Odkar sem se iz Gorenjske v Prekmurje preselil, so mi vzeli hribe. Rad bi poskusil vašo hrano. Bi bili pripravljeni kdaj mi skuhati kaj? Lahko boš prišel k meni na Goričko za kakšen lep vikend, dober.
Lahko bo tudi skupaj kuhala, ali pa sama, ali pa bom jaz sam tep res nekaj skuhal. Torej, če bi mogli zaužiti zadnji obrok v življenju, kaj bi to bilo? Pohano bi jaz. Pohan sir s tatarsko omako, pa veliko pomfrija, pa toliko bi ga pojedel, da bi po mojem od sira umrl. Neki surovi škampi, surove te stvari. Ali imate vi nekoga, ki vam daje navdih, nekoga, ki ga radi spremljate in nekoga, iz katerih vzemate ideje? Včasih se spravim spremljati enega šefa recimo in ga spremljam, vse najdem o njem, kar je možno najti. Mene najbolj navdihujejo mladi ljudje v slaščičarstvu, sploh tisti, ki mislim, da bojo zdaj potegnili voz naprej, kar se tega našega posla tiče. Jih je več, seveda ni samo eden. Tako da jaz navdih bolj tule pri njih iščem, no, ker pač jaz mislim, da na mladih svet stoji, da to drži. Mene pa zahtevni naročniki, ki pridejo z neko tako željo po nečem, ki bi rekel na prvo žogo, da je nemogoče. Katero jed bi vi pripravili, če bi imeli polno hišo ljudi, pa samo pol ure časa? Zdaj točno ne vem, bi pa siguran pela pečica in pa, ko si pravi, da več ljudi lahko nahraniš, ne da grem delati stvari iz ponve, ampak rečemo, da je tukaj pečica, na primer. Jaz imam tukaj malo drugačno taktiko. Jaz sem zmeraj kaj pripravljen in takoj na začetku, da si kupam čas, najprej na hitrico nekaj narežem, hop, nesem, zato da malo poteši želočke, pol se pa spraviš nekaj malo bolj orang delati.